Zdaj, vsi, ki ste tukaj, pa tudi tisti, ki nas spremljate nadaljavo, imate dostop do programa. Imamo malenkosti spremembe. Zdaj, tole prvo sekcijo bom vodil jaz in ne dr. Maja Pušnik. Torej, prišli smo do prve sekcije, ki ima naslov Organizacijski, institucionalni in družbeni vidiki digitalne inkluzije. V tej sekciji imamo 4 predstavitve, ampak zdaj preden gremo na te predstavitve, bi jaz kljub temu izkoristil to priložnost, da še vseeno predstavim projekte, ki jih izvajamo na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, ki so povezani z digitalno dostopnostjo, inkluzijo in podobnimi področji. Tako da bomo šli v bistvu kar na hitro skozi, ne bi rad izgubljal preveč časa, oziroma nimamo pa preveč na razpolago. Skratka, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko sodeluje v številnih projektih, kot je že tudi omenil prodekan, v številnih mednarodnih projektih, kjer skupaj s partnerji soustvarjamo inovacije, tako na področju razvoja dostopnih tehnologij, kot na področju zagotavljanja vključujočega učenja in seveda se skupaj trudimo omogočiti več priložnosti za vse deležnike. Zdaj recimo, en izmed prvih takšnih projektov, ki se izvaja na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, je projekt PACES. Vodja na FERI-ju je bil profesor Matjaž Bevc. Ta projekt se je sicer zaključil že leta 2020. Cilj tega projekta je bil razviti centre za dostopnost v visokošolskem izobraževanju za študente s posebnimi potrebami v Severni Afriki. Se pravi, ta projekt je bil načeloma usmerjen v modernizacijo visokošolskega šolstva v Egiptu in Maroku z vzpostavitvijo specialnih centrov za zagotavljanje dostopnosti. Potem med leti 2018 in 2021 smo bili aktivno vključeni v projekt Digital Accessibility. Spravi, ta projekt je bil namenjen razviti specializirane usposabljanja z področja digitalne dostopnosti, ki so bila namenjena različnim skupinam, tako menedžerjem, kot razvijalcem, kot oblikovalcem in tudi testerjem digitalne dostopnosti. Potem na fakulteti smo bili del projekta InSign, projekt, ki je bil namenjen spodbujanju vključujočega izobraževanja z mednarodnim znakovnim jezikom. Pri tem projektu je kot vodja sodelovala profesor Tatjana Velince-Družovec, ki je tudi danes tukaj z nami. Se pravi, cilj tega projekta je bil vzpostaviti inovativno infrastrukturo za spodbujanje komunikacije med govorci znakovnega jezika ter tistimi, ki tega jezika ne znajo, ter med mednarodnimi gluhimi študenti, ki nimajo skupnega jezika. Potem, recimo med 21. in 23. letom smo aktivno sodelovali v projektu ADOR, dostopnost v učnih načrtih visokošolskega izobraževanja z digitalno komuniciranje. Cilj tega projekta pa je bil na primer krepiti digitalno dostopnost v visokem šolstvu, predvsem na področju študijskih programov, ki so povezani z komunikacijami, digitalnimi komunikacijami in podobno. Potem med leti 2023 smo sodelovali v projektu Smart Solutions. Cilj tega projekta je bil uvesti in razviti inovacije, ki spodbujajo vključevanje študentov s posebnimi potrebami v visoko šolstvo. Vodja tega projekta s strani FERI je tudi danes tukaj, in sicer dr. Ines Kožuh. Zdrava. In potem, na primer, smo sodelovali še v projektu Intux. Cilj tega projekta je bil zagotoviti usposabljanja z področja dostopnega in vključujočega testiranja uporabnikov, pri čemer je cilj bil aktivno vključiti tudi uporabnike z ovirami, se pravi, vključiti uporabnike z ovirami v celovito testiranje uporabnosti informacijskih rešitev. Potem med leti 2022-2024 smo aktivno sodelovali v projektu Set for Inclusion. V okviru tega projekta smo želeli izboljšati predvsem vključujoče digitalne zmožnosti v visokošolskih ustanovah, predvsem zato, da bi zagotovili enake priložnosti za vse študente, predvsem za tiste, ki imajo posebne potrebe ali določene oviranosti. Zdaj, letos zaključujemo s projektom IE Enable.
Spravi, v bistvu gre za projekt, v okviru katerega raziskujemo vlogo umetne inteligence in možnosti uporabe umetne inteligence za zagotavljanje vključujočega izobraževanja. In rezultati tega projekta bomo tudi danes v bistvu v tistem popoldanskem delu slišali oziroma bomo predstavili. Tukaj so danes z nami v bistvu tudi naši partnerji, ki bodo predstavili lične prispevke oziroma rezultate tega projekta. Zakaj ta projekt? Nekako se zavedamo oziroma si želimo, da bi pač umetna inteligenca pomagala pri preoblikovanju izobraževanja, da bi omogočila predvsem večje možnosti za vse študente, tudi oziroma predvsem za tiste, ki imajo določene težave oziroma potrebe. In kljub temu, da umetna inteligenca ima seveda zelo velik potencial, se ugotavlja, da pač v praksi še ta tehnologija ni ustrezno uporabljena, izkoriščena. Razlogov je veliko, pač številni visokošolski učitelji in drugi, ki sodelujejo v pedagoškem procesu, morda nimajo dovolj znanja, potem so tukaj še neke druge težave, skratka veliko izzivov, kako učinkovito vpeljati to tehnologijo v proces. In da bi zapolnili to vrzel, smo potem v bistvu začeli s tem projektom. Se pravi, ta projekt se v osnovi ukvarja z raziskovanjem, kako uporabiti učinkovito umetno inteligenco za vključevanje študentov z oviranostmi in posebnimi potrebami v visokošolske ustanove. Se pravi, v okviru tega projekta imamo v bistvu planiranih, oziroma pričakujemo več rezultatov, med drugim okvir oziroma izgradnja ustreznega okvirja ter smernic, kako učinkovito vključiti tehnologije umetne inteligence v proces, da bi zagotovili inkluzivno izobraževanje, potem zbirka dobrih praks, ki bodo prav tako pomagale razumeti, kako, na kakšen način vključiti te tehnologije v učni proces in pa spletno učno okolje, ki bo zagotovilo izobraževanja za vse tiste, ki si bi želeli recimo te stvari naučiti oziroma poučiti. Kot sem že rekel, v popoldanskem delu vljudno vabljeni, da prisluhnete predstavitvi prispevkov, v katerih bomo v bistvu tudi predstavili rezultate ali pa vsi delne rezultate tega projekta.